Dobrodošli v podkastu Inspiracija, v podkastu za dušo, ki vam prinaša obilje navdihujočih vsebin. Uživajte v poslušanju. Za tokratno epizodo podcasta Inspiracija so me navdihnili labodi. Ja, prav ste slišali, labodi. Če podcast tudi gledate, ne samo poslušate, jih lahko tudi vidite na posnetku. To so labodi, ki sem jih posnela na sprehodih z mojo ljubo hčerkico. Že kar nekaj časa jih srečujeva, tokrat pa me je res presunil prizor te pomladi labodi mladički. Labodja družinica, ki se sprehaja ob reki in ko jih tako gledam, si rečem, o mati narava, kako vedno postrežeš s takimi res lepimi prizori, ki me vedno spomnijo, koliko lepega je okoli nas in nam kažejo ogledalo naše notranje lepote. Neprecenljivo, res. Ker rada raziskujem tudi simboliko živali, ki jih srečujem na svoji poti, nisem mogla mimo tega, da raziščem tudi pomen labodov, ker jih že res pogosto srečujem v svojem življenju zadnje čase oziroma že kar nekaj let. In kaj sem izvedela o labodih? Beli labod je simbol nedolžnosti, iskrenosti, poštenosti, čistosti, brezmadežnosti in duhovne lepote. Združuje dva elementa, vodo in zrak, in je zato razumljen v mnogih kulturah kot ptica življenja. Ker si samo enkrat izbira svojega partnerja in takrat zavedno, je simbol zvestobe in večne ljubezni. Res lepo. No, po stari grški legendi pa naj bi labod zapel najlepšo pesem tik preden umre. Labodja učenja zajemajo tudi pridobitev posluha in pevskih spretnosti, pa razkrivanje skrivnosti, milozvočnih napevov v magične namene in tudi sposobnost pisanja lirične poezije. Pomagajo nam, da vzpostavimo stik s svojim notranjim otrokom in da zasijamo v luči novo odkrite lepote, ki jo ne zaznavamo le v sebi, ampak vsem, kar nas obdaja. No, in ko slišim te besede, milozvočne melodije, petje v magične namene, da labod prebuja tudi našega notranjega otroka in da je povezan tudi s petjem, z milozvočnih melodij, tudi z razvijanjem posluha. Ne morem mimo tega, bom rekla, kar čutim tudi na nek način za svoje poslanstvo ali pa svoj klic k temu, da bi čim več ljudem pomagala prebuditi to željo po petju. Pa ne govorim o nekem profesionalnem petju, ne govorim o učenju petja, ampak bolj petja, ki v bistvu zdravi našo dušo. Da bi vas spomnila, da ne glede na to, kaj so vam govorili v otroštvu, če tudi ste slišali na vsakodnevni bazi, da nimate posluha, da ne morete peti, ker niste bili rojeni v glasbeno družino, ali pa kup enih takih omejujočih prepričanj, ali pa so vam govorili, bodi raje tiho, ker itak nimaš kaj zapovedati. Torej, tudi ko govorimo o magiji, pozitivni magiji govora, me kar v bistvu zmrazi, no? In me zaboli, ker je resnica nekaj čisto drugega. Že če pogledamo otroci radi pojejo. Mislim, da skoraj da ni otroka, ki se ne bi izražal tudi skozi petje ali pa govorjenje na tak ali drugačen način. Ne zanima ga, kako zveni, ne zanima ga, če je preglasen, če je pretih, ne moti, če ga kdo posluša ali ne, če je komu všeč, vsaj če je ohranil tisto svoje pravo radostno bitje, seveda, če ga nismo, bom rekla, že v rani mladosti nekako potlačili oziroma omejili. V tem smislu otrok spušča glasove, kriči, cvili, preprosto uživa in skozi glas izraža svojo radost do življenja, tudi svojo žalost, vsa čustva, jezo. Če se spomnim sebe, zelo rada sem pela kot otrok, iz tistega čistega veselja. Tudi z nastopanjem recimo nisem imela težav, ker sem enostavno rada pela, nisem razmišljala o drugih stvareh, kako zgledam pred drugimi, kako me slišijo, kako me ne. Lahko bi me postavil kamorkoli na oder pred množico ali pa pred enim človekom, občutek je bil enak. Enostavno tista radost do petja, do izražanja. In kot otrok sem enostavno verjela, da znam peti, da je to moja pravica, da je to moja resnica. In zanimivo, kdaj potem to vse zgine. Z leti recimo, če vam govorim iz lastne izkušnje, sem vse bolj začela pozabljati na to resnico. Z nabiranjem nekih izkušenj, bom rekla, komentarji,
tudi kdaj obsodbami, kritikami, mislimi okolice, pa tudi mojimi lastnimi mislimi in negotovostmi sem začela verjeti, da nisem dovolj dobra, da nisem vredna, da sem preveč včasih. Doskrat se spomnim komentarjev, pa da je ne cvili. Sčasoma se je vame vselil ta občutek tudi, da nisem varna, ko se izražam zaradi določenih izkušenj, groženj, zbadanja, tudi posmehovanja, nasilja, predvsem psihičnega in verbalnega. To poznamo predvsem med vrstniki, se to veliko dogaja. Zato sem se nekako v neki fazi počutila ogroženo in se v neki fazi življenja tudi povsem zaprla. Celo do te mere, da sem pri 20 izgubila svoj glas in nisem mogla verjeti, kako se je moja srčna strast po petju, pa tudi po govoru, po izražanju spremenila v neko nočno moro nesprejemanja sebe, nekega negativnega toka misli, strahu in občutka nemoči, ker sem tudi sama zelo čustvena oseba in veliko stvari preveč jemljem osebno, k srcu si jih jemljem. In sem mogla veliko let delati na tem, da sem zbrala spet moč in se potegnila iz tega čustvenega vrtinca. In vse se je nekako spremenilo, ko sem se prvič spoznala z mantrami. Mantre so mi dobesedno obudile dušo, vrnile moj glas, preprosto sem jim zaupala, prinesle so mi ponovno upanje v življenje, v notranji mir, večjo svobodo, veselje do življenja. Ponesle so me nekako v globino in pripeljale do spoznanja, da sem več kot samo to fizično telo, trpeče, hrepeneče, ampak da sem mnogo več. Duša, ki potuje skozi fizično izkušnjo na zemlji in duša, ki se lahko vedno znova vrne tam, kjer je njen pravi dom, njen izvor. In da so nebesa nekaj, kar lahko izkusimo na zemlji. Preko dualnosti, kontrasta življenja, nikakor drugače. Torej preko teme v svetlobo. In mantre so postale potem kasneje tudi moja praksa in z njimi sem se začela počasi prebujati iz sna in peti, se izražati. Začela sem tudi pisati pesmi, ki sem jih kasneje uglasbila na kitaro in nekako se je začela moja nepričakovana nekajletna pot kantavtorice. Vse je nekako steklo spontano, kot bi čez noč preklopila svoje življenje na neko pravo pot moje duše. Proces pa se vsekakor ni odvrtel čez noč, predtem sem potrebovala več let, če rečem temu, tavanja v temi in obenem hlepenja po svetlobi, svobodi. Poleg pisanja svojih pesmi, preko katerih sem zdravila svoje, če rečem temu, na koščke razbito dušo, kot pojem v eni od svojih pesmi, 1000 obrazov, pa sem se vse bolj začela poglabljati tudi v zdravljenje zvokom, v učinke leteh, na našo psiho, na naše telo in bila sem vedno znova osupla, kako močno lahko vsak posameznik vpliva na svoje počutje in prispeva k svojemu zdravju in razreši marsikatero blokado v svojem življenju že samo s petjem zvokom, svojim lastnim glasom. V nas je moč samo zdravljenja, samo odpreti se je treba in verjeti vase, v svoj glas, v svojo moč. Konec koncev mi smo vesolje v malem. In vsekakor ne pravim in ne želim, da gre vsakdo od vas skozi hudo bolečino, hudo temo, da pride do tega spoznanja. Danes smo že zelo ozaveščeni, veliko je že informacij o tem, tako da lahko na lepši način pridete do tega znanja in se začnete tudi sami zdraviti zvokom. Jaz recimo še danes pojem mantre, pojem tudi zvoke, ki so ravno tako zdravilni, in z njimi nekako uravnovešam svoje energijsko telo, s tem pa ozaveščam tudi svoje prepričanja, ki mi stojijo na poti do izražanja in vodim tudi delavnice, zvočne delavnice. Vodila sem že skupinske, ampak trenutno se bolj posvečam individualnim delavnicam, na katerih skupaj spoznavamo zdravilno moč svojega pristnega glasu. Delavnice so namenjene vsem, ki si želite raziskovati zdravilno moč svojega glasu in preseči omejujoče čustvene in miselne blokade, ki nam preprečujejo polnejše, zavestnejše in konec koncev srečnejše življenje. Na delavnicah preko zvočnih meditacij, petja zvokov in tudi mantr vstopamo v svoj notranji svet, prepoznavamo svoje čustva in misli in jih osvobajamo, da lažje vstopimo v stik s svojo dušo. In ko smo v stiku s svojo dušo, naše življenje dobi večji smisel, globino in polnost. Če vam dam za prisluhniti, tukaj je recimo ena od zvočnih meditacij po čakrah, recimo, če se osredotočim na grleno čakro, na čakro izražanja, resnice, ustvarjalnosti,
Lahko pa pojemo čisto spontano, še najboljša, bom rekla, efektivna meditacija, zvočna meditacija je ta, ko vas v bistvu popeljem, da se sami lahko stopite v stik s svojo dušo, svojim notranjim glasom, svojo intuicijo in sami najdete zvok, ki v nekem trenutku najbolj rezonira z vami. Ker vi najbolj veste, vaša intuicija dobro ve, kaj je tisti zvok, kaj je tista vibracija, ki v tistem trenutku najbolj potrebna. In to skušam preko delavnic tudi doseči. Če še ne veste, kaj so mantre, mantra je sestavljena iz besed man, ki pomeni misel, in tra, ki pomeni zaščititi, osvoboditi. Osvobaja nas torej miselne ujetosti in nas pelje v našo bit, ki je v bistvu čista radost. Mantra sicer izhaja iz vedske tradicije starodavne Indije, pojemo jo ponavadi v sanskrtu, to je starodavni indijski jezik, ki nosi svojo vibracijo in s petjem oziroma ponavljanjem določene mantre prikličemo k sebi tudi določeno energijo. Ena od mantra je tudi mantra za zdravljenje, Om Shrit Handvantre Namaha. Mantra ima potencial za psihično in fizično zdravljenje, ne vedno neposredno, včasih se nam s petjem te mantre odpre kanal za energijo, ki nas lahko vodi do določenega zdravilca oziroma določene oblike zdravljenja. Uporabljamo jo lahko tudi med pripravljanjem hrane, recimo. Sicer pa razlaga ni toliko pomembna, kot je pomembno, da jo prakticiramo in sami neposredno izkusimo njen učinek. Om Shrit Handvantre Namaha. Om Shrit Handvantre Namaha. Om Shrit Handvantre Namaha. Sicer pa je že sama beseda mantra, jo lahko razumemo kot v bistvu ponavljanje, tako kot recimo afirmacija, nečesa, kar si želimo doseči v sedanjem trenutku. V ponavljanju je tista moč. Naj vas za konec torej povabim vse, še posebej tiste, ki verjamete misli, da ne znate peti, da to ni za vas, ker ste se v to prepričali. Dejstvo je, da znamo vsi peti. In kot že rečeno, ko smo bili otroci, smo peli svobodno. Ni nas skrbelo, kako zvenimo, peli smo iz čiste radosti in volje do življenja, kajti petje je življenje in vsi imamo pravico do petja, do življenja. Petje ima tudi, kot sem že povedala, vrsto pozitivnih učinkov na našo psiho in telo in znanost vse bolj jasno dokazuje, kako pomembno petje vpliva na naš živčni sistem. Delavnica je torej namenjena vsem tistim, ki mislite, da ne znate peti, tistim, ki mislite, da nimate posluha, tistim, ki niste bili rojeni v glasbeni družini in zato razmišljate o tem, da verjetno nimate gena za petje, pa tudi tisti, ki imate druge vrste blokad in lahko s petjem zvokov, lastnih zvokov, sprostite te blokade. Vabljeni torej tisti, ki vas glasba ali pa petje dviguje, pa ne najdete poguma, da bi zapeli. Pa če boste po delavnici začeli samo mrmrati, pa je to vredno, vsak zvok šteje. Torej, od labodov smo nekako priplavali do globin, do zdravljenja z glasom, do lastnega pristnega glasu, torej, da se boste tudi vi spremenili iz tega, če tudi vi čutite, da ste tisti grdi raček v smislu, da ne pašete nikamor, da ste drugačni od drugih, da imate strah, da vas ljudje ne bi sprejeli takšnega, kot ste, če boste zapeli pesem svoje duše, potem res upam, da vam je ta prispevek, ta epizoda podcasta res dala malo krila oziroma neko upanje ali pa neko iskrico, da boste nadaljevali, da ne boste obupali, pa da boste peli. Peli, tudi če samo zase, v kopalnici potušam svojemu otroku, svojim prijateljem. Ni potrebno, da smo vsi profesionalni pevci, važno pa je, da se izražamo tudi svojim lastnim glasom. Pa ne samo, kar se tiče petja, ampak tudi, da uporabimo svoj glas, da damo ven svojo resnico.
Hvala, ker ste prisluhnili tej epizodi in srečno. Poslušali ste podcast Inspiracija.